Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Neposredno. V naš studio smo povabili Tadeja Ružiča, predsednika Razvojnega sveta Pomurske regije, s katerim se bova pogovarjala o evropski kohezijski politiki za obdobje 2028-2024. Gospod Ružič, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav vsem skupaj. Torej, kakšni so trenutni izzivi in pa tudi potrebe na različnih nivojih in področjih glede priprave na kohezijsko politiko po letu 2027 z vidika Pomurske regije in katere so potem glavne ovire, da se potem vsa ta evropska sredstva nekako še, učinkoviteje še ne črpajo? Ja, mi smo pred letom in pol sprejeli na nivoju razvojnega sveta in potem na nivoju sveta regije regionalni razvojni program, ki določa tiste bistvene smernice razvoja Pomurske regije, sicer za obdobje 2021-2027, ampak to so pač neke smernice, ki so dolgoročnejše od tega obdobja in tam so našteti eni prioritetni projekti, ki si jih želimo. Seveda, viri za financiranje teh projektov so pa različni. Eni so projekti, kjer so pač recimo temu na projekti državnega nivoja in z tega vidika tudi financiranje, drugo so projekti, ki jih lahko financiramo znotraj regije preko različnih mehanizmov in ene izmed takih je zdaj dogovor za razvoj regij, kjer na Pomursko regijo pripada 41 milijonov, kjer pa ravno v četrtek, se pravi 10. aprila, podpisujemo prvi dodatek za konkretne projekte glede investicij na področju vodovoda, kanalizacije in pa tehnoloških parkov. Tako da ta stvar se izvaja, seveda pa tudi tukaj ne gre brez nekih težav, namreč povabilo, ki je bilo strani ministrstva dano, je bilo pač zastavljeno relativno ozko z dokaj ostrimi kriteriji. Verjetno ti kriteriji temeljijo na nekih evropskih ciljnih politikah, vsaj to predvidevam tako, je pa res, da so ti kriteriji precej v določenih segmentih daleč od realnih potreb posamezne regije na vzhodu. To ni težava samo Pomurske regije, ampak kolikor sem se pogovarjal tudi s predsedniki ostalih razvojnih svetov vzhodne kohezijske regije in tudi drugje. Namreč mi bi si želeli bistveno več denarja za kanalizacije in pa vodovode, vendar je tukaj en pogoj, kjer nas pač baje omejujejo predpise Evropske unije, da se v tem trenutku iz teh sredstev ne morejo financirati kanalizacijski sistemi pod 2000 PE in vodovodni sistemi pod 10.000 PE. Mi na našem območju, hvala Bogu, imamo to infrastrukturo zelo dobro izgrajeno, je pa res, da so območje, kot so Goričko, mogoče Gričevna del Prlekije, kjer pa teh vodovodnih sistemov in kanalizacijskih sistemov še nimajo in v tem trenutku teh sredstev ne morejo črpati. Torej so prioritete za kohezijsko politiko bile dobro zastavljene glede na potrebe slovenskega podeželja? V enem delu ja, v enem delu pa ne. Namreč mi bi si želeli v bodoče, ker govorijo tudi o nekem prihodnem obdobju in baje, da naj bi zadeve šle v to smer, da je posamezna regija dobila na razpolago določen del denarja in bi potem te prioritete določila sama, kar bi bilo mogoče bistveno bolje, ker zdaj zaenkrat enačiti vse regije na nek isti imenovalec je zelo težko in potem prihaja do razlik in tudi do bojazni, da mogoče vsa sredstva v nekem smislu ne bodo moglo, vseh sredstev ne bo moglo porabiti. Jaz bi si res želel, da v bistvu se na ta način približa financiranje pač velike večine neke osnovne infrastrukture, ki jo regije rabijo, v tem smislu, da dejansko potem regija sama določi prioritete. Tako da upam, da bojo šle zadeve v to smer. Torej, kako lahko potem kohezijska politika prispeva k trajnostnemu, uravnoteženemu regionalnemu razvoju Pomurja v luči zelenega, prehoda, digitalizacije, inovacij in družbene vključenosti? Pa ja, jaz se velikokrat bojim, da so pač te besede, ki ste uporabljali nazadnje, neke vrste dostikrat tudi kot floskule za izgovor, ko je pač nekaj se naredi ali pa ne naredi. Skrajno povedano, tisti, ki živimo na nekem tudi mogoče podeželju in ki želimo tudi tukaj živeti in ustvarjati, vidimo pač neke potrebe, bom rekel, iz baze navzgor. Zdaj, ali to spada v eno kategorijo ali drugo, nazadnje nepomembno. Pomembno je to, da mi na nivoju regije damo svoje prioritete, svoje potrebe, ker za te potrebe najbolj vemo. In tule moramo povedati, da imajo marsikatere županje in župani dejansko prav, ko pravijo, da je res težko gledati zraven, kot je nekdo mogoče iz Bruslja ali kje drugje določa neke prioritete, ker nazadnje gre za denar, ki pripada regiji. In je prav, da regija potem pove,
katere so njene prioritete. Zdaj pa, če se to umesti v eno, tretjo, drugo kategorijo, jaz ne vem. Sigurno je pa pomembno to, če želimo našo regijo obogatiti, potem moramo zagotavljati osnovne pogoje našim ljudem, ki živijo tukaj, da bodo želeli živeti tukaj in da se bodo želeli tukaj tudi sem priseljevati. Ker namreč, ko se regija bogati z ljudmi, potem se tudi bogatijo vse ostale dejavnosti, ki vsi tisti, ki tukaj živimo, rabimo. Predpogoj za to pa je, da ljudje imajo delo. In v tem delu pogrešam tudi dokaj večjo spodbudo gospodarstvu, ki lahko gre preko neposrednih spodbud ali pa lahko gre preko, se pravi, zagotavljanja osnovne infrastrukture. En lep tak primer, zdaj če pač omenim, recimo je, ne vem, vzhodno-soboška obvoznica. Razvijamo obrtno cono, nimamo pa normalnega dostopa in tudi poplavne varnosti. Da na zadnje vsi tisti, ki recimo tam funkcioniramo, nam je vseeno zdaj, če je, ne vem, nek zadrževalnik mokr, suh, kakršenkoli na koncu, nihče ne ve točno, kaj po mojem to pomeni, vendar če se tukaj pač na primarni osnovi ne aktivirajo tisti, ki bi se morali, to sta pač obe občini, ne glede na to, da postopek pelje recimo ministrstvo za infrastrukturo, na lokalni sceni je potrebno na lokalni način zadeve urediti. Če je treba odkupiti zemljišče, je pač potrebno tistega človeka pristopiti z vidika lokalne skupnosti. Težko je čakati, da bo nekdo recimo iz pisarne v Ljubljani pristopil do človeka in ga nagovoril, da proda neko zemljo. Vendar, če ni pač frontmana, če ni tistega, ki bi rekel, da zadevo pušne, potem zadeva se ne zgane. Še takrat nastopijo naši izvoljeni predstavniki in tako naprej. Tole sem povedal samo kot primer, pa ni zdaj to toliko mogoče povezano s kohezijskim sredstvom. Gre se za način razmišljanja. Se pravi, če mi sami pri sebi ne naredimo svojega koraka naprej, drugi nas ne bojo potiskali naprej, ker potreb je vedno več, kot je pa razpoložljivega denarja. In mi najprej pri sebi moramo stvari razčistiti, imeti določen del denarja sami na razpolago in tudi izvesti tiste aktivnosti, ki jih moramo. In zdaj, ali se recimo ta konkreten primer šteje v, ne vem, digitalizaciji, zeleni prehod, karkoli, tistim, ki tam ustvarjamo dodano vrednost, nam je to v bistvu vseeno. Tako da, jaz bi mogoče bodoče malo več konkretiziral na tem nivoju, tudi strani države, da na razpolago regije malo več denarja, kot pa recimo zdaj, ne vem, se zapletal mogoče v neke te lepe izraze, ki pa na koncu, če ni projekt končan, pač bolj malo pomenijo. Kohezija je napovedala povečanje izdatkov za oboroževanje, torej nekateri se bojijo, da bi lahko ta sredstva kanalizirala se iz podobnih fondov. Kaj menite o tem? Pa zdaj jaz ne vem, za kakšno sredstva, koliko, na kakšno to težko o tem sodim. Je pa pač to oboroževanje zdaj neka realna posledica družbeno-politične situacije, tudi v Evropi. In verjetno pač bo potrebno tudi v nekem delu vzeti nekje denar za ta del. Zdaj, če bo to šlo ravno iz kohezije, jaz ne vem, to bistveno bolje vejo na ministrstvih. Je pa to dejstvo in temu se bomo po mojem težko izognili, ker če pač ni neke varnosti, tudi težko karkoli potem v sekundarni fazi ustvarjaš. Torej, kje iskati načine, kako potem poenostaviti postopke, povečati učinkovitost kohezijske politike? Predvsem malo manj zapletati mogoče v nekih detajlih določene pogoje in pa predvsem dati res v tem delu na razpolago denar regijam, da se zmenijo same, kar seveda bo daleč od enostavnosti, predvsem po Murski regiji, ker imamo 27 občin in se bo res težko uskladiti, ampak jaz mislim, da na koncu, če je nek skupni interes, nek skupen denar, je vedno stvar nekega kompromisa in se da po domače tudi zdelati med trenutno občinami, ki so v tem smislu največji protagonisti tega regionalnega razvoja. Kako potem spodbuditi sinergije z evropskimi politikami? To zdaj ne vem, jaz bi si želel bistveno manj administracije. Bistveno manj administracije in da se mogoče zapleta v neke kriterije, ki na koncu z realnostjo nimajo veliko veze. Vendar kot rečeno, to ni stvar našega ministrstva, toliko naše države, to je pač po mojem stvar dokaj prezahtevne evropske administracije. In se to na koncu kaže zdaj tudi v učinkovitosti v globalnih razmerah, ko osebno menim, da smo si življenje malo preveč zakomplicirali, glede na to, če želimo biti globalno konkurenčni. Kako potem izboljšati učinkovitost črpanja evropskih investicijskih sredstev v Pomurju?
Jaz se pravim, ravno na ta način, da se v sklopu pač nekih dovoljenih meril daje čim bolj proste roke posameznim regijam. Se recimo, ne vem, neka zasavska regija ali pa recimo podravska, ima mogoče v nekem delu čisto druge prioritete kot pomurska ali pa obratno, ne. In predvsem izhajati bistveno bolj iz potreb baze, se pravi lokalnega nivoja navzgor, ne. To. Potem kaj sledi, če se evropska kohezijska sredstva potem ne bodo v celoti počrpala, katera so namenjena za pomursko regijo? Kaj potem sledi? Jaz upam najprej, da se bodo, ne? Ker projekte, ki smo jih predvsem recimo v tem enem viru financiranja, to je dogovor za razvoj regij, prijavili, teh projektov je več, kot je bilo na razpolago sredstev. Zdaj smo v fazi preverjanja teh projektov, eni so že dobili soglasje, kot rečeno se prvi dodatek podpisuje, naslednji, jaz upam, da se bo nekje do konca junija, da bomo končno začeli tudi na terenu lahko neke stvari izvajati, tako da jaz se želim, da bi se počrpala, upam, da se bodo in mislim, da tudi vsem tistim protagonistom na lokalnem nivoju interes, da se počrpajo. Gre pa se v bistvu zdaj še za razpoložljivih 38 milijonov evrov. Glede drugih projektov, ki vam mogoče niso zdaj v vsebini pač financirane iz tega sredstva za dogovor za razvoj regij, tam pa bojo verjetno neki posebni razpisi, ali turizem, ali kmetijstvo, ki je itak že dobro, kmetijstvo je itak posebno področje, mogoče neposredne investicije v gospodarstvo in tako naprej. Je. Torej ta situacija glede črpanja evropskih sredstev le ni toliko črnogleda, niko slabo. Mislim, trenutno mogoče je, vendar je zdaj stvar v finišu in jaz mislim, da se bo situacija bistveno popravila. Torej moramo povedati, da se tudi Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj po mojem zelo trudi, da bi se počrpalo, ker tudi oni po mojem mnenju nimajo ravno povsem prostih rok in kolikor smo na vezi z njimi, so zelo kooperativni. Je pa res, da so pač neke zahteve take, ki pa bi mogoče bile lahko mogoče malo bolj odprte za večjo učinkovitost. Torej, če omeniva z osnovo kohezijske politike, kje smo torej v Sloveniji na ravni Evropske unije? Ja, saj kot vsi podatki kažejo, nismo ravno na vrhu. Ampak kot pravi, jaz mislim, da se bo ta zadeva spremenila in da se dela na tem, da se stvari počrpajo čim prej na različnem nivoju, ne le na nivoju lokalnih skupnosti, ampak na nivoju tudi mogoče neposrednih spodbud za razvoj in raziskovalne projekte, gospodarstvo in tako naprej, tudi za neke državne projekte. Je pa res, da je predvsem tem biti potrebno, kot sem prej na tem primeru omenil, je pač potrebno biti aktiven, ne. Premalo je enostavno tudi z našega lokalnega nivoja čakati, kaj bo nekdo za nas naredil, ne. Mi imamo na vse zadnje svoje poslance, različnih političnih opcij, nepomembno v tem trenutku, kdo je na oblasti, kdo je v kateri politični opciji. Oni so pač naši zastopniki, ki morajo forsirati naš lokalni interes. In tu je mogoče ta stik med nami, ki smo aktivni v tej lokalni skupnosti in njimi preslab in je preveč je mogoče, tako rekel, mogoče preveč govorjenja pa premalo akcije. Ne? Ja. Torej, kje najdejo lahko upravičenci javne razpise z področja kohezijske politike in kako potem lahko pristopijo k temu? No, neposredno razpisi so itak verjetno objavljeni na spletni strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. Te spletne strani so dobre, tam se daje dobiti vsi podatki. Imamo regionalne razvojne agencije, tako da v bistvu tam se lahko dobijo informacije. Je pa res, da so v tem trenutku upravičenci v veliki meri predvsem lokalne skupnosti. In mislim, da te lokalne skupnosti imajo spostavljene ta operativno ekipo, ki ve, na kakšen način se to lahko pridobi. Ja. Na koncu še omeniva, kaj bi spremenili, če bi imeli funkcijo, torej minister za kohezijo in regionalni razvoj. Kakšne bi bile vaše prioritete, katere? In pa potem, kakšne bi bile vaše prve poteze? Veste, jaz sem bil poslovno vzgojen v gospodarstvu. Celo življenje funkcioniram v moji karieri v gospodarstvu, tako da jaz nimam političnih ambicij, ne na lokalnem, ne na državnem nivoju. Nekako sem zavezan gospodarstvu in pač tistim ciljem, ki jim pač služim, tako sem tudi s pogodbo dogovorjen, tako da nimam teh ambicij. In jaz mislim, da vseeno ministrstvo dela maksimalno v tej smeri, da se stvari ureja, kolikor se le dajo. Gospod Ružič, hvala vam za ta prijeten pogovor in obisk v našem studiu. Hvala vas za povabilo. Gledalke in gledalci, tudi vam hvala, da ste nas spremljali. Lep pozdrav.